gremo. Ne, samo tako naprej govori, ko smo do zdaj. Saj da se kar flotamo, Ja, vlada podnebje je bilo neverjetno, je bilo propisano na kožu. Ja, Madeira. Nice. Koliko cajta si bil tam? Jaz sem bil 10 mesecev, 10 mesecev. Sem te sicer za eno leto, ma se ni dalo, čim več, ne, pravno. Si šel neko prostovoljno? Ja, jaz sem šel preko SAC, to je evropski projekt, ja. V bistvu kot prostovoljc imaš vse krito strani Evropske unije in to se ful spodbuja za njih let in je res taka priložnost, ko imaš do 30 let za izkoristiti. In res, mislim, je bilo nekaj, jaz sem sanjal, da živim sam na nekem otoku, to že odkar sem bil mičkana, ker sem na faksu bral Robinson Crusoe, če poznaš knjigo, ne veš, onaka. Ostane ujet na enem otoku, tam srodniča, mene je bilo tisto tako prav navdihujoče in sem imel res dolgo časa željo piti na nek tropski tak otok srodniča in sem je spolna želja in je bilo 12:10 res. Zakon in tako, kako prebivalci in tako, to je verjetno tudi to je fora, ne, to, ker ljudje, veš, to so otoški ljudje oziroma mediteranski, bi jaz rekel, sicer je subtropsko podnebje, to so tako topli ljudje, izredno prijazni, odprti. Jaz ti povem, po enem tednu sem se počutil tako doma dol. Ker je tako, veš, kot da bi bil v Berdih, samo da si v Berdih sred otoka in res, mislim, ta nek občutek skupnosti in itak pa, ki si del projekta, imaš že tam svojo organizacijo in te ljudje itak pole vabe, lepo 3 dneh si tam imel že piknik zraven plaže, oceana in z vsemi temi morskimi jedmi in si wow, pač neko lepo, si prav, ko doma sem bil, po enem tednu sem se počutil, ko doma, pa sem bil prvič v življenju, tako tam. Zakon. Evo smo začeli spontano danes ta podcast, tako da evo Aljaž, Aljo, dobrodošel, ne, samo tako naprej. Lepo, da si se odzval tako hitro, evo smo se hitro zmenili, smo se videli na prazniku Čerješem oziroma festival češnje, zdaj po novem. Me veseli, da si se tako hitro odzval, po mojem bo ful zanimiv pogovor, debata, tako da evo. Ja, neča, jaz bi se tudi zahvalil, je bilo res izredno spontano, ko si letel do mene, Aljo, da naredimo en podcast, jaz nimam nobenih izkušnji z menimi podcastmi, mogoče kak intervju sem načem, tako da ja, sem bil malo napet čez dan, zdaj sem kar sproščen in se kar veselim, tako da mi je res v veliko čast in spodbujam res te podcast. No, evo, hvala. Tako da prej sem videl, si igral zunaj kitaro, si velik glasbenik, tako da lahko začnemo kar per temu. Ne vem, če bi rekel velik glasbenik. Mislim, tako si, ko bi se reklo, predan glasbe, to pa ja. Predan, passionate, tako da lahko začnemo kar tle per muziki. Kdaj si začel sploh z muziko, kdaj si začel s kitaro in kaj te je pa vleklo noter? Dobro vprašanje, lepo. Ja, ko sem rekel, mislim res, mene je glasba, muzika res prav dobesedno pomen življenja in največja strast, bi rekel. In moram reči, da sem zato hvaležen mojim staršem in predvsem stricem, ker v naši familiji, naši družini se je vedno poslušalo muziko, od kamorkoli smo šli na izlete, po hrvaških in po vseh različnih koncih in krajih, to je bil zmeri radio, so bili zmeri CD-ji, tudi v hiši je bil zmeri radio, zmeri muzika. Imel sem strice, oba strica sta igrali kitaro, sta imela bende in to, ko gledaš ko mali, te enostavno posrka noter v te svet. In potem je tudi moj brat že v osnovni šoli začel igrati kitaro, imel punk band in to se spomnim, ko sem bil še jaz, mislim, da sem bil 5. 6. razred, ko sem bili band, tista je bila Hartmar, punk koncert, ja, to se spomnim, ja. Šok se to absorbiral in jedel in jaz sem bil 13 let in je prišla faza, ko sem se... Ok, je panika. Bomo porezali. V glavnem, prvi spomin, ki se spomnim, so nekje 5 leta, ko sem bil mičkam 5 let in prvi spomin je band Pink Floyd, to mislim res... Pink Floyd je dobesedno band moje družine in ni bilo izleta, ni bilo potovanja, da ne bi bila ta muzika nekaj v ozadju. In jaz tukaj mulo se spomnim, sem gledal skozi okno in sem popolnoma padel v to glasbo in se popolnoma predal, bi rekel, že od malih let. Mene je bila, itak Pink Floyd spadajo v to neko svojo progresivno, psihadelično, bolj vesolsko zvrst, tako da jaz kot otrok me je to prodalo v nek svoj svet. In to mislim, da je bila prva taka prelomnica v mojem življenju, kar se tiče glasbe. Potem pa preko vseh teh vplivov sem pri 13 letih se napadal na Iron Maiden. Tako da itak Iron Maiden, Up the Iron, zadnjič sem jih zamudil v Ljubljani, tako da žal drugo v Sloveniji, tako da sramota.
In ja, jaz sem bil 13 let in sem začel prvo z akustično kitaro, ki tako so brati, strici vsi igrali. Sem se učil na klasika Nirvana, Smells Like Teen Spirit in Come As You Are in ta scena. Samo nekako nisem čutil tistih 6 strun, mene to ni šlo, tisti prsti, veš, se ti zatikajo. In potem sem rekel, jaz se želim igrati bas. Zato, ker Iron Maiden imajo Steve Harrisa na basu in to je eden najbolj cenjen in eden najbolj priznanih basistov vseh časov, sploh v metal sceni. On ima te galloping, ne, kako on stil, ne, dum, veš kako? Ja, okay. On ima te stil na prste, a jaz, ko sem to slišal pri 13 letih, sem dobil vseeno rekel, fuck, to je tako dobro, jaz če mi rad bas, jaz se čem to naučiti, jaz če vedeti, kako to on igraš, če izhaja te zvoke, mene je popolnoma to inspiriralo in navdušilo. Tako da sem poklical strica Dejana, ki mi je res on in stric Edvin in moj brat Jaša so glavni razlog, da imam to predano z glasbi, poleg mame in očeta. In sem poklical, smo šli v glasbeno trgovino v Gorico in jaz sem levičar, ne, in pa če si levičar v glasbenem svetu, to je dobesedna diskriminacija, bi jaz rekel, ne, ker levičarskih inštrumentov je tako, ti priješ v trgovino, je 500 desnih inštrumentov, ne za desničarje, in tako 3 inštrumenti za levičarje, in vse cenovni rank je tako za 30-40% bolj drago, ne, tako da pravno, juhej. In prej jaz sem v trgovino in edini za reč, ne vem, če sem imel 3 levičarske base in edini, da je bil v mojem rangu, je bil en Ibanec, tako da jaz sem tisto videl, sem se zaljubil, prav je bila ljubezen na prvi pogled, tako da sem si kupil bas in sem prinesel domov in se nisem ustavil igrati. Jaz po enem tednu, veš, tukaj začneš na prste igrati bas kitaro, ne, veš, tako lahko tudi na trzec, lahko slepeš, imaš različne tehnike, ampak jaz sem začel primarno na prste, ker Steve Harris od Maidena je tudi igral na prste. In jaz ti povem, po enem tednu sem imel žulje to, ker to je prav blazince, tle na prstih te otrdijo in tu padeš noter in brenkaš, bumčike, bum. In res, tako da od tega se nisem ustavil. Potem je pa kasneje itak prišla akustična kitara, električna kitara, čez 2 leti malo bobnu, malo tega, malo klaviatur, malo vsega in imeli smo bende in tako naprej. Oštja. Pole imaš vse, ta velik repertoar, ampak še vedno, kjer je te najboljši? Mene je bas kitara, ker mene ti nizki toni, mene je to dobesedno orgazmično rečeno, ker res mislim, je prav te neko meditativno ozadje, bi rekel, pri bas kitari, ker kitara ne doseže tistih nizkih tonov in te nizke frekvence ima mene na moje telo tak blagodejni učinek, da jaz lahko samo zoprem oči, grem samo po eni struni, samo en ton lahko igram in veš to, bum. To so take vibracije, da res izredno blagodejno vplivajo na moje počutje. In jaz sem se res zaljubil v bas, tako da, pa tudi tak funky, štekeš funky in vsi ti komadi, veš, tako res, mislim, bas mi je tisti inštrument, ki pravka šli, jaz slišam komadi, če prva stvar poslušam basa in tisto, če je dober bas, me bo tudi komadič všeč in potem je šele vse drugo. Zanimivo, ja, jaz nisem toliko v tej sceni, tako da je zanimivo se naučiti kaj novega in to, ne. Sem pa pole malo si pogledal tvoje zdaj videe in to, ne, za začetku si imel hipijada, je bila bolj kitara, bas kitara, zdaj pa zadnji so bili bolj akustična kitara, ne, si nerdo se mi zdi malo... Ja, mantra je bil prav akustični, ja, ta ne bil prav... Ta zadnji je bil akustični, ne, pole. Pole je bil še Born to Groove, ki je bil malo bolj funky, ta ne bil bolj poudarek na basu, tako, ja. Kako je zakica pole naredil ta premik bolj na akustično? Je bilo to, kaj je bolj te pomirjalo ali je malo drugačen? Sigurno vsaka kitara ima neko svoje lastnosti verjetno in to. Zdaj recimo akustična si prinesel tudi sabo, lahko poleg kiza igramo. Ja, pa da nam vrate, ki je nekaj sem proval. Ja, tisto komad mantra, ki sem naredil, ne, je v bistvu... Ker si napisal, da je kar tak sproščujoč, oziroma mene je ta mantra izredno pomagal v težkih trenutkih v življenju. Pri stresu, pri depresiji, pri res tistih takih bolj temačnih momentov v življenju. In jaz sem rekel, mene je to čar muzike, ne, ker muzika je kot nek pečat, ki pusti za sabo v življenju. Ne. In sem rekel, pismo, ne, če ta muzika mene tako pomaga, jaz bi rad tudi delil v svet, ni važno, le kdo posluša, če ena oseba, da se bo nekako poistovetila in da tista pesem daje tako občutek, kot da je mene, le pole si spomnil svoje poslanstvo z vidika glasbe. In tako da sem se res odločil, da te mantra pole komad še izdam in nekako pomagam še komu mogoče, ne, da se ustvari to neko bolj sproščujoče vzdušje v svojem življenju.
Ja, ker si nekje napisal, eden izmed tvojih videospotov si napisal, da čutiš, da je tisto tvoje poslanstvo, oziroma da si začel že takoj z muziko, da kadar si začel z muziko, si napisal, da bi rad nekako svojo muziko vplival na ljudi in zdaj nekako se je pole s temi komadi šlo bolj v to smer, pač duševno zdravje in tako ne. Zato mislim, zdaj nisem realno že kar nekaj let, mislim, da več kot 1 leto nič izdal, ker jaz imam pa te pristop do muzike, da moram res začutiti. Ne? Jaz kadar začutim, da je moment, da moram nekaj izdati, da moram to dati nekaj ven, pole grem v studio, grem v Mateju, shout out za Mateja, audiofolika, našega briškega Dr. Dre-ja, producenta. Tako da mene je pomembno, da res prvo to začutim in da dam to pole ven iz sebe. In tako da, zdaj, da bi rekel prav, da sem glasbenik, težko, ker glasbenik konstantno dajo to ven. Mene, jaz bi rekel, to so bolj neki življenjski, osebni projekti, ki jih dam v določenih momentih, ker moram dati neka čustva ven skozi glasbo, tako bi rekel bolj. Ja, jaz sem prvič vedel sem, da si že prej kitarist, pač, da si glasbenik in tako, ampak to s tistim tvojim prvim singlom, Hipijada, sem prvič te spoznal, oziroma spoznal, da imaš tudi neke težave od zadaj, in se mi zdelo ful dobro, da si nekako z muziko, s pesmijo tudi povedal svojo zgodbo, težave, ki si jih imel, in nekako pole skozi muziko, glasbo probo pomagati tudi naprej in vplivati pozitivno na svet, ker se mi zdi, da prav, da se govori tudi o tega duševnega zdravja in to. Zdaj je tudi recimo junij, pred kratkim sem zvedel, da je junij kao mesec duševnega zdravja za moške, tako da nekako se je tudi to je pa še večji tabu, ker je tako na moški duševno zdravje. Potlačil se in bo vse v redu, bravo, vsekakor. Tako da mogoče je prišel prav ta timing podcasta, da se malo lahko tudi o tem malo več govorimo in tako. Ja, mislim, jaz sem odprt, nekolikor toliko, sicer so zelo osebne stvari, mislim, da vseeno je šlo že nekaj let mimo, da imam vseeno neko distanco in lahko, so pa. Ja, mislim, jaz dobesedno ti lahko povem, da mene komad Hipijada je rešil življenje. Mene je glasba res tisti notrni mir v tem življenju, ki ga rabim, ki mi nudi uporo, ki mi nudi strast. In jaz sem bil do take točke, da če ne bi to preko glasbe dal ven, jaz ne vem, če bi se trenutno ti pogovarjal z mano, ti vem prav direktno. Tako da veš, glasba je taka stvar, se reče šuno in muzika, gremo žurat, samo glasba je res neka prvinska stvar, ki izveja že z pantiveka, z začetka človeštva in veš, ljudje, ki so bili malo unga bunga, v kameni dobi, ko jih je govorilo, mi imamo to buni meme, confused unga bunga. Ja, ker smo bili že ljudje unga bunga, veš, to je primarna stvar, veš, ti si naredil ritem, si udaril po skali, si dukal po palčkih, ljudje se ne zavedamo, da imamo glasbo v žilah, odkar obstajamo na tem planetu in mene to daje tak zagon, tako terapijo v življenju, da res, jaz sem se odločil tekrat, da je edini način, da dam vse te frustracije, vse te potlačena čustva, mene najlažje to izražati preko glasbe, tako da mene je komad Hipijada res v življenju. Ja, se tu ko se zveni lahko. Se tu je od večina umetnikov črpa prav iz te bolečine. Ja, ni lih od pozitivnih račun ne nastaje. Mislim, nekaj verjetno tudi pozitivne. Če pa ledaš mojstrovine skozi zgodovino, večinoma je zvira iz bolečine, to je dejstvo. Tako da je tudi za umetnike, ni to samo muzika, je tudi potem risanje, pesmi, pa poezija, vse izhaja iz neke. Jaz sem mnenja, da mora vsak človek v življenju najti neko tisto svojo stvar, ki mu nudi res neko platformo, bi rekel, za izražanje, veš, ali je to šport, ali je to umetnost. Ja, se lihtel vse reči, da večina jih pole dobi skozi šport, pravi, da šport je tista rešitev za mentalno, duševno zdravje, ni pa edini, Ja, tu bi sicer jaz sem večkrat razmišljal o tega vprašanja in tako, in od te debate, jaz bi pa tle imel kar malo kontra mnenja, ker jaz v tisti fazi, ki sem bil res najbolj na dnu v svojem življenju in izredno depresivan, že samomorilen, bi rekel. In veš, sem non-stop pošušal to, sej beži športat, beži dati ven, bej to. Ja, okej, deluje, definitivno pomaga, definitivno itak počutijo vse te procesi, ki nastanejo v telesu preko športa, definitivno blagodejno vplivajo, ampak pri športu sem opazil z osebnih izkušenj, jaz sem tisti kolesaril, sem delal v Grčiji, smo vsak dan igrali odbojku, beach volley, sem bil na morju, sem bil aktiven, cele dneve na soncu in še zmeraj globoko v sebe sem bil izredno depresiven. In potem se človek vpraša, in stvar je pa pri športu pri temu, ker jaz sem mnenja, da pri depresiji največ pomaga pogovor, Pogovor, da daš
depresija je primarno to so neka potlačena čustva, ki jih imaš ti v sebe, ker jih leta in leta kopičiš in itak kot moški smo naučeni ne izkazati čustva, bodi tiho, bodi stoičan, ko se reče stoičan in vse te scene, ja, drži, ampak enostavno, veš, flaška, ki je polna in ki prije na vrhu do čepa, ne do zamaška, veš, to je neka meja in potem to vse eksplodira ven. In se mi zdi problem pa športa, da, veš, lahko reči ti kolesar je to, ampak ne boš dal ta čustva ven, ti rabiš pogovor, ti rabiš osebe, tako kot smo jaz sem ti, da sediš, da se leješ v oči, da daš to ven, da se izražaš, da imaš oporo in to se mi zdi, da kdaj pri tem v športu manjka, ne. Sploh ne vem, fitness, ja, okej, se maltram, prije tipo, daj bolj močo, daj bolj gas, daj, okej, zakon me napali, me da fire, sem sposoben, samo, kaj pa tista bolj globlja stvari, kaj imaš res globoko v sebi in duši, Zdi, do tiste stvari pa se ne pripraska noter. Zato je prav, da imaš več različnih orodij. Ja, šport bo si pomagal, ampak bolj se mi zdi na kratek rok, se pravi, ti bo pomagal je čez neke, ampak še vedno boš mogel narediti neko delo na sebi. Jaz to govorim z osebnih izkušenj, je pa itak odvisno od posameznika. Pač recimo jaz vidim, da če sem prav skuren, če še neki športat, bo še slabše naredilo, ampak v večini primeru pa te obrne na boljši, ampak ni pa tisto rešitev, moraš še vedno narediti, ko si rekel, delo na sebi, se pravi, jaz pogovoram ali neka dati ven ta čustva, se pravi, muzika ali pisati, poezija in tako, tako da jaz bi to mnenje izpostavil iz res osebnih izkušenj, ker... Se pravi, da se govori čim več tudi od tega, da pole pač, da imajo tudi ljudje... Ja, veš, kaj vidim na socialnih omrežjih, si depresiven, beži v fitness, beži v okej, beži kolesariti, beži teč, okej, se strinjam, me bo pomagalo, samo... Ja, se verjetno tudi na človeška duša je malo bolj globoka, veš, tisto lahko popraskaš, tisto skorico, samo greš malo globlje, tiste težave... Verjetno tudi na unem range-u, se pravi, koliko si ti depresivan, je leulo, samo si pač tako malo žalosten in to, ali je prav hard, Ja, jaz sem bil v uni fazi, ker dobesedno nisem mogel niti vstati v postelje, ker to je res kar obična stvar pri depresiji, da res ne moreš malo menj kdaj niti vstati v postelje in že to energijo moč, da zbereš, da priješ v postelje, zahteva tak napor, da se ljudje ne more niti predstavljati. Ja, zdaj recimo pred tem podcastom, ko sem šel malo gledati tvoje videe in to, se mi je zdelo lepo, ko si napisal, da v bistvu se nisi poistovetil s to depresijo, ampak si rekel pač depresija, si napisal depresija, ti da misel, da si neki. In v bistvu tu se mi zdi pomembno, da v bistvu ne enačiš težave z duševnim zdravjem, kot da si to ti, ampak da je to nekaj, kar živi v tebi, oziroma kot nek parazit, mislim, da si tudi napisal. Ja, v bistvu se iskreno se ne prav spomnim, točno kar sem napisal, ampak ja, okej, poved. Ja, in se mi zdi, da je fajn, da pole, ko se že malo oddališ od tega, vidiš, da to nisi ti in se mi zdi, da je pole že lažje. In je tudi zanimivo, ko si napisal, da ko si zdaj rekel, depresija ti da misel, da ne moreš, da si manj vreden, da ne moreš, ampak se mi zdi fajn, da to nisi ti, ampak je... Ja, te popolnoma razumem. Jaz se strinjam, veš, se mi zdi v naši družbi hitro prideš do tega nekega stanja, ker rečeš, jaz sem depresiven, sem to in potem imaš nekako rade izgovor za vse, in ko se reče, če rade to cela tvoja identiteta, cela tvoja osebnost, potem mislim, da ni to način, da boš to se razrešil. Tudi težje se je s tem spoprijeti, če misliš, že tako, Če pa misliš, da je to kot nekaj, ki je pač zraven tebe, v tebi, potem je že malo lažje, ker tudi potem iščeš neke načine, kako se s tem spoprijemati in tako. Ja, moja osebna izkušnja je ta, da jaz sem videl depresijo kot eno ogromno goro, sicer recimo goro, da ne bomo pobriško preveč. Se smo odlepili. Se smo domači. Domači. Mene depresija, če je malo metaforično, simbolično povemo, to je bila kot ena gromozanska gora Mount Everest, ki jo moram premagati in to je bila najbolj hardcore, težka, neverjetno boleča izkušnja v mojem življenju, ampak ko si rekel, mene je že te vidik, da ni to celotna moja stvar. Jaz sem to gledal, to je tako obdobje, ko sem zdaj to padel in jaz moram najti vse načine, da prijem ven z tega. To je kot neka luknja, ki padaš noter in se vrtiš v krog in nekako moraš najti tiste lestve, da splezaš ven in da potem nadaljuješ svoje življenje. Sicer se ne rečem, da je 100% vse, ker jaz mislim, da v tem življenju prav vsak človek že bil kdaj depresivan, ampak
Ne, se verjetno tudi fajn, ko se govorite, a sigurno se bo kdo najdel v temu, ne. Ja, Da je definitivno. fajn, To so, jaz sem gotovo, kar sem bral in kar sem poslušal ljudi, da to so izjemno, ko bi rekel, to je taka tematika, kar res mislim, da se prav vsak človek na tem svetu vsaj do neke mere poistoveti. Ja. In recimo na enem tvojem, tu bom kar delil zdaj ta misel, ki se mi zdaj full fajn je bilo na enem tvojem videoposnetku, zdaj ne vem točno na katerem, ampak je bil na začetku quote: deliti svojo šibkost pomeni, da se narediš ranljivega, ampak narediti se ranljivega pomeni pokazati svojo moč. In tu se mi zdelo prav uno je padlo noter. Ja, jaz mislim, da to kar lepo ponazori, ker jaz sem imel dobesedno tako izkušnjo, ne, da zdaj se prav smejejo, ker sem na to pomislil v kopalnici, ker sem se prav pripravljal malo na toj podcast. Jaz sem gledal komičkan Tom and Jerry, ne, resenku, in je bila ena scena, mislim, da je bil Jerry in na eni strani imel angelčka, na drugi strani hudiča. Veš, ta klasična simbolika, ne, ko jo najdemo skozi vrsto različnih dol. In mene je bila depresija dobesedno to. Na eni strani jaz sem tu pomenoval ego oziroma nek temačna stran naša in te glas je menem nastop govoril: Aljaž, ne id van z tega, kaj bojo rekli ljudje, ne da ta čustva ven, je kaj se bo ljudje mislili, pa le kak si, dobesedno res hudič na eni strani in na drugi strani sem imel glas v sebe, ker sem upravil nekako notranji glas, tisti dobri del, tisti angelček del in mene pa tisti glas govoril: Aljaž, dej to ven, tako ne gre naprej, boš dobesedno se zgubil sam sebe, kaj bo ratlo s tabo. Mislim, daj ta čustva ven, najdi ljudi, poišči pomoč, naj te ne bo sram, naj ne me taka bremena na sebi, ne si da take pritiske, vse bo v redu, išči načine, ne poslušati. Tako da je bil, mislim, res, kar reče, to bitka z notranji demoni, bitka med dobrim in zlim, ker vsak človek nosi to v sebe. Jaz sem dobesedno to vse izkusil na lastni koži in je zelo intenzivno in na srečo mene je ta glasba, ta občutek povezanosti z naravo, z občutkom povezanosti na nekaj višjega, tudi molitve, bom rekel, jaz sem se zmeraj osredotočil na te dobre glas, ker sem vedel, da to je prava pot. Tako da sem bil res notranji v bitku med temi dvemi glasovami, ampak je na srečo potem zmagal slednji in tako da... Ja, sedaj tu je bilo moje naslednje vprašanje, zdaj jaz sem ful tak analitičen, pa provam dobiti neke odgovore in to. In me prav zanimalo, kako si prišel čez to, se pravi, si rekel hipijada, narava, duhovnost, oziroma kako bi temu rekel. A je bil prav verjetno ta proces hipijada, ustvarjanje to, da te... Ja, veš ki, hipijada je nekako moj življenjski moto in način življenja in to je ful smešna stvar, ker je s enim frendom večkrat iščemo definicijo hipijada in to je kompleksna stvar. Tako da, ja, mislim, jaz sem tudi, to sem te reči, da mene je realno pa tudi veliko pomagalo, da sem dokaj pozitiven človek, po defaultu bi rekel, že v osnovi kot človek. Tako da ne glede, ko me življenje tepe, se res probam sredotočiti na tiste pozitivne stvari in iskati tiste dobre stvari v tem življenju med ljudmi in sebe. Tako da tudi z tega vidika nisem pustil, da bi tisti temačen del mene preveč me prevzel, čeprav sem večkrat padel pod vpliv tistega glasu in sem bil dobesedno, kot da bi tle po tleh bil, mislim, to si potušam s zakritimi očmi in se ure jokal, mislim. Predvsem je depresija, jaz bi povedal tako, jaz sem imel občutek, da me nekaj lovi, ampak nisem točno vedel, kaj me lovi. To je tako grozen feeling, to je tako grozen občutek, kot da te, mislim res, to je kot da te nek demon, neka temačna energija lovi, ampak jo ne vidiš, nič, ampak jo samo čutiš v sebe in grozno, res grozno. Mislim, zdaj mi je smešno, ko gledam nazaj, ker ni tako pravi, jaz sem malo optimist in imam rad smisel za humor. Samo, tu je res bitka z notranjimi demoni, ja, bi jaz rekel. Zdaj si že parkrat omenil ta čustva, smo zdaj fajn, da si tudi to omenil, zadnjič smo s Seleno na prejšnjem podcastu, Seleno Lema, tudi govorili o čustev in ona je rekla pač, ok, on kot športnik si ful pod pritiskom in zdaj, če ti tlačiš ta čustva, tu ful ni v redi, ne. In je fajn, da vsake toliko se zjočeš, da daš tisto ven in tudi ti si zdaj omenil, recimo vidim tudi pri sebi, ne, recimo jaz sem imel danes zjutro in tak moment, kad je prišlo ven vse z mene, očitno se je nabiralo, ker tudi jaz recimo sem ful tak empatičen človek, ful čutim, pero
nisem se nikoli učil, kako to izražati. To je problem pri nas moških, ker to je stvar vzgoja. Sploh, in pole jaz sem bil tak malo bolj zaprt, bolj tih tip, itak športnik, ko športnik moraš itak vse preslišati, oziroma. In pole meni se je tlačilo in pač zdaj zadnja leta vidim, kako je treba sprocesirati čustva in koliko buj se pole počutiš. Ne. In se mi zdi, da je ful ta močna povezava čustva, depresija, ko si že ti omenil. Ne. Točno tako, ja. Pri meni je bil to največji problem, ker tudi primarno depresija izvira z teh res potlačenih čustev. Ne. Jaz sem bil tako vzgojen strani očeta, ker je izredno racionalen človek, definitivno nečustven in pa tudi nasplošno, veš, mi moški, še naša generacija moče, oni niti ne, ampak se res tako vzgojen, ne, itak, bodi moški, potlači vse, sploh bric, ne, ki se boš ne biti pička, po domače povedano, mislim, boži trdi, okej, saj sem trden, vse to, vse preživim, še me zbičaš, enkrat preživim, dvakrat preživim, sem pizdarija, 3-krat, 4-krat, 15-krat in to tlačiš in enostavno prije do faze, da pač bum, ne, pač mora priti tisto ven in tako da jaz sem tudi to, ja, preko glasbe, preko narave, preko tudi duhovnosti bi rekel, sem se naučil nekako ta čustva se povezati z njimi, jih procesirati, jih sprejeti kot del življenja, tako da jaz polagam res, da bom pogledal prav v kamero ali tisto, niti ne vem, kaj je prava, jaz polagam res na srce moški in mislim, tudi to, kdaj ženska, itak reče kao bodi, vse se lahko čustva vermano zjoči, se ima pole marsikdaj spada tudi drugoma. Jaz polagam vse moškim na srce, pač ne vas ne bo sram se zjoči, da vas ne bo sram dati to ven, ker pač se jok to pomeni, da si človek in ni človeka na tem svetu, fucking Mike Tyson sem videl tam, kaj je izgubil otroka, se je tipo zjokil in mislim, če Mike Tyson se lahko zjoče, kaj je najbolj hardcore živina, kar je živela na tem svetu, mislim, če ni to definicija največjega moška, če je on sposoben se zjokati in mislim, še njega je bilo sram in to in jaz res polagam. Jaz, če ne bi se to naučil, če ne bi prišel do one faze, da se malo zjočeš, da daš to ven, da procesiraš čustva, pač mene ne bi bilo zdaj tle, ne, in mi je absurd te pritiska se daje na moške in sploh boomeri, pač shut the fuck up, stari, man. Se predvsem je kad čutiš neko pač noter v sebe, da se ne bi smel tako počutiti, ne, tis pritisk, pa ko si rekel ta guilt, ne, ne bi smel to, ne, kot moški, ne, ampak ja. Je fajn tudi to. Ne vem, kaj bi lahko pašli pan puncov za mnenje. Ali moški lahko jočejo? Alright, big boys don't cry. Tako bomo malo reframali, ne? Ja, ne, res, mislim pač, tudi prihajamo taka leta, ko si rekel, tu je tudi stvar izkušenj in vsaka izkušnja ena lekcija in z leti te to dosti laže in se ni... Še zdaj čuješ, mislim, to so take posledice, ki jih čutiš do konca življenja. Ja, mislim, se nekaterim tudi pač ni treba tega, ker pač samo nekateri pa so tudi, pa drugi kupijo tudi na svoj način. Ja, recimo nekaterim pa življenje poleg privede do tega, ali skozi depresijo, ali skozi pač fizične težave, mene je skozi recimo utrujenost, izgorelost, ne, mi je pokazano. Jaz bi rad slišal tudi s tvoja vidika, s tvoje perspektive. Ja, pač nočem, da sem jaz le v spredju, ne, ampak lahko mene me tudi zanima. Ja, pač recimo mene je skurlo, zdaj če lahko sem odkrit glede tega, 2017. Te je skurlo, kaj si kadil, ki čudna. Me je fizično skurlo, ne. In pač takrat je bilo res preveč vsega, ampak tisto je bilo samo pika na i, ne. Kaj je bilo pa prej leta in leta športa, iti čez svoje telo, pač skozi trenirati, vse je bilo fajn, odbojka in vse, ampak hkrati več se ne izražaš čustva, pa, ko si rekel, pa... Spomnim, kaj si bil mlajši, ja, si bil tih v svojem svetu. Ja, se pravi, tudi recimo med odbojki tudi se spomnim, jaz sem bil tam, kadar nisem igral, sem bil tam v kotu, razumeš, pač med menjavami in jaz sem bil tiho, razumeš, sem zmeraj mislil, ne bom tiho, da se ne bojo ki mislili od mene, treče, pa sem imel skozi neka čustva, ampak veš, poleg ti ostane od tebe. Ja. In recimo prve težave, ki sem jih imel konc srednje šole, začetka faksa, je bilo to, da sem dobil refluks, se pravi na želodcu. Ne? In recimo želodec je prav čustva so. Ja, to vem, da vsak organ je povezan z določene čustva. Čustva prebava. Kitajci ful dobro poruntano v kitajske medicine. Ja, to sem bral že o tem. Na začetku itak sploh nisem vedel, za kje je to, sem mislil, samo pomankanje kisline, refluks, so mi dali zdravila in to je bilo to, ne. Se to so svetovna zdravila, bo vse v redu, samo ni tako, ne. In takrat se je pole začelo, ne, in pole zlijati sem začel spoznavati, ni samo na fizične ravni, se pravi, ni samo želodec, ni samo prebava, ampak so tudi neke emocionalne stvari od zadaj, ne. In pole itak pač izgorelost me je pole prisilila, da sem šel pač tudi to malo raziskovati in čustva in pole tudi duhovno, spiritualno plat in to, ne.
Ampak tudi meni takrat prijaš vedno obdobja, ne, pač nikoli ni več tako hudo, kot je bilo takrat, ne, ampak še vedno pridejo neka obdobja, recimo zdaj imamo tako obdobje, 2 tedna, ko sem prav down, veš, pravno čutiš, ko sem prazen, bo tudi malo pač teh negativnih čustev, prije tudi malo depresije in to, ne, ampak ja. Ja, jaz se tudi razumem, mislim, to je definitivno, ne, mislim, ta iluzija, da bo to kdaj končalo in se ne konča, ampak to je del življenja, jaz sem tako sprejel, da je to nekako del življenja in ni tako te zaznamuje. Ne moreš to kar tako res intenzivno in grozno in hkrati veliko lekcijo in izkušnjo, kar tako pozabiti je. Vsak človek je dal nekaj res težka skozi te zaznamuje in to pričakava, da boš zdaj to šlo mimo, 100% sem ko nov, vse je, ampak pridejo obdobja, ampak lih tu je mislim, da poanta, ko si rekel, da se naučiš skozi leta, skozi izkušnjami, da te stvari nekako balanciraš, da jih znaš handlati, ne po domače povedano. Malo so tudi prikačakovanja, jaz imam ful pač močna notranja kritika, ne, in pole bi mogel skozi bi mogel se dobro počutiti, bi mogel Ja, te notranje kritike. Ja, nekatere so, recimo, spet gledam take stvari, pole se malo tolažen sam sebe, da nekatere pač tudi pri športnikih, nekatere poškodbe postanejo kronične. Ne? Ja, pač, ne vem, če imaš ti težave s koljeni, mogoče boš imel do konca življenja težave s koljeni. Se s tem ni nič narobe, samo boš malo biti pač pozoren na to, ne? In malo bolj spremljati, malo več self-care delati in to, ne? In isto je verjetno s težavami z duševnim zdravjem. Ja, pač nekateri pridejo... notranje rane, to so notranje rane. Mislim, isto je, se verjetno nekateri pridejo 100% ven z teja, nekaterim pa pole ostane. Ne? To ne, evo, tle recimo, jaz ima rano, ko sem šel šipo, ne veš, to je fizično videti, tudi naša duša, ne, ima take različne vzbokline in to, in vse so zaceljeno, vse, ampak tista rana to ostane. To pa ne videti, tu je lih največ... Lih to nas dela ljudi, ne, lih to ima vsak človek nosi svoje. Ja, to se lih tu je težava pri duševnem zdravju, ne, ker se te notranjih stvari se ne vidi, ne, in ker niso tle, misliš, da je vse v redu, ampak... Pač, če ne vidim, ne obstaja, samo življenje je malo bolj kompleksno kot tako in malo bolj globoko, bi rekel. Tako. Prej si parkrat omenil duhovnost in da ti je tudi to recimo dosti pomagalo. Pa me zanima, kaj misliš s tem duhovnost oziroma spiritualnost, ker tu je tudi abstrakten pojem, nekateri in prva asociacija, se pravi religija, cerkev, nekateri in bolj recimo kakšen ta hinduizem, budizem in take stvari, recimo kaj za tebe to pomeni, pa kaj recimo ti prakticiraš oziroma, če si odprt za delitev. Ne, definitivno, jaz mislim, da duhovnost je zelo osebna stvar vsaka posameznika in to ti se deka reče, pač nisem duhovljen in to imajo nekaj v sebe vseeno in jaz sicer ne spadam pod nobeno religijo, bi rekel, mene se ne lih poistovetno z organizirano religijo, ampak sem pa izredno radoveden z vidika religije. Sem bral knjige od Hare Krišna do budizma, do islama, do krščanstva, me izredno zanima, ker itak religija je velik del človeštva in jaz sem pa enkrat prebral zelo dober citat, ki mislim lepo ponazori. Religija je nekako neko vodilo v življenju, kateremu slediš in ima že napisane odgovore. Spravi, ne vem, sledim Bibliji, sledim Koranu, so neke stvari, ki so zapisane, ki jih je nekdo izkusil in jaz v tisto verjamem in tistemu sledim. Medtem ko duhovnost je pa neka pot, neko iskanje nekega višjega smisla skozi lastne izkušnje, skozi lastne borbe, skozi lastne zmaje in jaz se s tega vidika dosti bolj poistovetim s tem. Jaz bi rekel, da je duhovnost iskanje nekega višjega smisla skozi lastne preizkušnje, tako bi nekako rekel. In ja, jaz predvsem mislim duhovnost te vidika, da te vidik povezanosti, da imaš občutek, da je nekaj večjega od tebe, da se znaš povezati z naravo, s prijatelji, da imaš lahko da si sposoben nekih globljih odnosov, da recimo, ko sem rekel, jaz nisem vera, ne hodim v nobeno institucijo, versko, karkoli, ampak molim, imam neko svojo molitev, mantro, ki jo uporabljam že zadnjih nekih let, mene to recimo zelo pomaga in to bo marsikdo povedal, da mu molitev pomaga. In pa tudi neka svoja oblika meditacije, kar mene predstavlja muzika, se pravi nek trans, nek občutek miru, ki ga lahko ti privede, mislim, do katerega ti lahko prideš skozi različne načine. Jaz pač marsikdo bi se smejal, duhovnost ima te New Age, malo ima tak slab pridih. Meni je duhovnost to, recimo, da vzemem kitaro, da grem pod drevo, pod dablo, po domače povedano, zoprem oči, sem sam s sabo, se pravim povesti s sabo, svojim bistvom in brenkam določene melodije, ki mi ustvari nek občutek miru, nek občutek
notrnega ravnovesja, nek občutek zadovoljstva. To bi jaz rekel, da je za mene duhovnost. Ja, se imaš prav, ne, je tak malo abstrakten pojem, ampak ko ti malo analitično pogledaš, v bistvu ta duhovnost ustvarja nek občutek miru, ne, protisto, ne. In ti lahko ta mir dosežeš skozi religijo, se pravi molitev v cerkvi, lahko ti skozi šport, lahko ti skozi muziko, lahko ti skozi meditacijo in vse to, ne, potovanje, narava, ne. In zato me je zanimalo, no, ker recimo, ko tu slišiš, ne vem, pojem duhovnost, ja, tu so neke abstraktne stvari, tu ki meditirajo to cele ima vsak dneve. človek v sebe, duhovnost je del vsakega človeka. Na splošno se mi zdi družbeno, ne, ko pomisliš, ne vem, rečeš nekomu sploh starejšim generacijam, ja, ta je malo bolj duhoven, ja, ta meditira tako, je slab prezvok, je slab. Hude bostle po Nahorici in tako, ne. Mislim, je slab, samo to so izredno, za moje mnenje, kar ignorantske, tako pogledati. Ja, tudi, malo je spade ignorantske. Mislim, jaz sem pa tudi v tem obdobju ogromno bral teh self-help knjig, pa tudi teh duhovnih knjig, ampak je pa res, ne, da je duhovnost velik biznis v današnji dobi, tako da jaz imam tudi zadnje leta malo distance do tega, ne, ker sem tudi opazil, ne, pri depresiji, pri teh različnih duševnih motnjah, veš, tu samo neko branje in iskanje neke potrditve skozi knjige, je pa izpade malo pasivno, ne, ti vseeno, kot človek rabiš akcijo, rabiš konkretne zadeve in mene recimo tudi pomagalo pri temu, tako klišejsko, ko se sliši, ne, potovanje recimo v Indijo, ne, ko smo šli za 2 meseca potovati in vse veš, ko pravi, ne, Indija, da je res tista neka duhovna dežela, da te potovanje za zmeri spremeni in jaz tako skeptičen, ko sem bil in tako navdušen, realno lahko rečem, da je res bilo zelo prelomno potovanje v mojem življenju in imelo za tisti trenutek, sem prav čutil nek notrni klic, jaz smo v Indijo in je imelo zelo blagodejne učinke na mene. Zanimivo. Tako da tudi mene je tudi to pomalo, tudi potovanja, tudi pol leta sem samo delal in smo imeli s frendami, smo bili povabljeni na indijsko poroko in smo potem šli na dobesedno res avanturo pustolovsko po Indiji za 2 meseca in to je tudi ne problem depresije. Ti se moraš malo cebanturati, bi jaz rekel. Ne? To se moraš barcanturiti. Ja, tudi. Jer izredno, jaz vem, kaj je feeling, da ne moraš ti niti vstati gor, niti jeti ven spastijaje in vse, ampak res, mislim, tudi to, da se neskončno smiliš samo sebe, to tudi ni način. Tudi ta pasivnost ni način. To se moraš cebanturiti in pač, če ne gre po mahar na prstih, karkoli se stehniti ven in pač beži, naredi nekaj, samo se uriti in naredi nekaj glede tega. Pač ne stoji se biti tam v kantonu in smeti samo sebe, je tudi te vidik. Ne? Ja, to je fajn, mi je všeč zdaj, ko si omenil, ker recimo ta victim mode, se pravi način žrtve. Ne? Recimo tudi jaz malo v sebi, se to malo v familiji, ne? Ampak recimo, ko padeš globoko v tisto, te se prav oziroma ego se ti tako spremeni realnost, da ti ne moreš jeti ven stiza. In včasih se moraš res, ko si rekel, cebant stiza, pač se prisiliti in ko enkrat zapustiš, tako je. In ko zapustiš tisto neko novo cono obdobja, ko greš malo ven in se že bojiš, 50% bojiš. Cona obdobja, veš, cona obdobja, niste ljudi, to je tudi, to ljudje, mislim, jaz bi tudi rekel, pri depresiji izredno pomembno to je, da greš ven z cone obdobja, da greš v neko novo okolje, med novimi ljudmi, v neko novo kulturo, mislim, se to ne zmore vsak, se jaz razumem, jaz sem tudi tak tip, da imam to malo bolj že v naravi in to je moja osebna stvar, samo zajet ven s cone obdobja moraš iti. Ja, kad cone obdobja si lahko večina predstavlja, tu je pojstla Netflix, ne, ampak cone obdobja lahko postane tudi ti, da se smiliš samo sebi. Tvoje okolje, slabo, negativni ljudje in tudi tisto je lahko cone obdobje, ko moraš iti pole ven. Ne. Svet je velik, veš, tudi ti, če iščeš znanje, ti predvsem moraš, če imaš problem, moraš iskati nova orodja, nova znanja, nova spoznanja, nove teorije in to greš, to jaz recimo dobim, ko grem potovati, ne. Neke nove perspektive, novi pogledi in vidiš potem širšo sliko, ne, se znaš tudi bolj osredotočiti na tisti problem. Kaj misliš, da ti je tako spremenilo v Indiji se? Kaj so bili tisti faktori? Je bilo sama kultura, je bil tisti duhovni faktor? Mene je najbolj vtis naredilo to, da sem tam videl tako revščino, tako bedo, ljudi, ki dobesedno nimajo nič in mene je bila prelomnen trenutek, to sem jaz povedal vsem prijateljem in ljudem in pač mogoče je smešno, samo, mislim, v bistvu ni ful smešno, ful žalostno, samo jaz sem videl v Indiji majstra, ki je prišel do mene na rolki
imel neko custom made rolko, ki je naredil sam verjetno in ni imel nobene noge, brez ene roke je bil in samo z eno kratko roko in me je prosil za denar, ne. In po ti priješ ko Evropejc, ko belc, privilegiran, štekaš, da imam puhno rit vsega, po domače povedano, in si sem doma, sem depresiven, se smiriš samo sebe, ko sem jaz bogi, bla, 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 ne. In po vidiš tega majstra in ti po te prosil, sem odnal pole tisti denar in pač se vidiš, mene pizda me prav prevzeme, res, kaj. Pač poanta je tipo, on se fucking boril, štekaš, on se ni vdal življenje, je še zmeraj vsak dan se boril, ni imel nič v primerjavi z nami. Pizda, ti pa ni imel niti fucking rok na noh, nič in pizda, če on zmoral, za kje sem zmoral, razumeš? In tako da mene je bilo res, ko sem jaz to videl in ko sem začel tem razmišljati, mislim, moja perspektiva, glede življenja, no vse je, ni bila nikoli več čista, bi rekel po domača. Fuck, zanimivo, kako ti je kakšen tak majhen trenutek, spremeni take malenkosti, ko te res zaznamujejo, stare res solze, zmeraj, ko pomislim na to. Ko vsi iščemo neke epifanije, kako se bo nam spremenil svet, ko bo prišel nek dohodek, pa nekaj in pole neka taka preprosta stvar. Pač je bil eureka moment, ko se rečeš, lej, te majster nima nič, polej, kak način življenja ima, polej, kako živi in se bori, on se po tisti rolki v juhu in je prišel do mene in po se rečeš, mislim, ki sem mal za pritožavati. Polej naš tleli, se sedimo na kauču, debatiramo o našem duhovnem zdravju, tle imamo kamere, računalnik, te si mi ponudil vodo in štekaš, to je občutek hvaležnosti, da to sem tudi pozabil ponazoriti, občutek hvaležnosti je izjemno pomembna stvar, ki ti pomaga rešiti depresijo in vse druge duševne stvari. Če nimaš ti občutka hvaležnosti za vse, kar imaš in če se ne zahvališ, če ne kaj zmoliš ali karkoli, če ne to daš ven in poveš, mislim, to je res, treba biti hvaležni, to treba biti hvaležni. In še jaz sem kdaj premalo krat, ampak se trudim te stvari nekako izraziti. V bistvu hvaležnost je kot neka mišica, ki jo moraš trenirati, ne? In ti jo moraš delati v dobrem obdobju, da ko priješ v težko obdobje, ne začnem delati v težkem obdobju, zdaj bom pa sem v depresiji, zdaj bom hvaležen, ker ne bo delalo, pač moraš ti, kadar si dober, začeti s to in pole, da te tisto potem, ki si enkrat še tam noter, da te potem tisto zvleče pole ven, ja. Hvaležnost. Samo kada si v redi, si pa rata šljen, nema, ki se mi ne da zadvirati. To ne, jaz sem videl v tistem možu, jaz za njo nikoli pozabil življenje, jaz sem videl tako moč, tako notranjo, mislim, taki te drive bi se reklo, pa le, tipo je prosil tam na rolki, brez rok, brez noh in po ti priješ tam hojla drako, nek privilegiran Evropejc, belc tam in mislim, si doma sem, ki se imam za pritožavati, mislim, vse je hudo in vse, ampak pa le ljudje, kako živijo in tako da ja, mene te vidik, pač druga perspektiva, druga kultura in videti malo, iti ven s to na obdobje, videti, kako ljudje živijo po svetu in vse veš, kako gre oni rek, ne, na koncu ljudje v teh državah in v Afriki in vse so bolj nasmejani, ko mi, razumeš, globoko v sebe so bolj srečni in zadovoljni, ko mi vse, kaj imamo kao, vse stvari, ne. Mi, ki iščemo samo materialno. Ja, se to, ne, se to. Čaki, Indija, Madeira, si še kjer potoval tako? Lani sem bil v Turčiji, me je zaznamovalo. Da te je zaznamovalo, oziroma... Mene je najboljše doživeti, to je tudi zlajnena zgodba, zelo zlajnena zgodba, saj z vidika mojih prijateljev. Mi sem friend, ki sem imel 20 let, smo šli kolesariti z Nove Gorice do Makedonije. In smo šli skozi Slovenijo, Hrvaško, Albanijo, Črno Goro in Makedonijo. Mi primo krč, Stisni. Yes, ola, bože bujše. Prvi krč v podcastu. Yes, prvi krč. Je še krč pogil. Shit, okej, moramo dobro. zrihtati, Smo se preveč napeli. Smo se preveč napeli s to debato. Moram reči Marvino, ne zrihta malo magnezija. Samo res malo magnezija. Ja, to sicer ne vem, če bi šel v te podrobnosti, sicer ne vem, če ti veš, Ja, sem imel 20 let in smo šli spontano, brez nobenega plana, s par evrov v žepu in z najbolj osnovno basic opremo kolesarec skozi 5 držav od Slovenije do Makedonije. Spali smo večinoma v naravi in sredi noča, brez nobenega plana
In mislim, jaz sem postolovec po duši, jaz dobesedno živim za te aventure, veš to, da jaz živim za unikatno doživetje v življenju. Ne? Mene je te nek standard, da monoton način življenja, pač jaz nažalost nisem preveč programiran za to in tako da ja, z vsemi temi raziskovanji, potovanjem je tudi marsikaj moram žrtvovati zraven in marsikaj drugi problemi pole pridejo, samo ja, jaz se počutim najbolj živ, kadar grem na take aventure, bi se po domače povedano rekel. To je, da reš res neko neznano med nove ljudi, nove kulture in da je pač oni film, pač to je hipijada, ne, pač hipijada je v bistvu, hipijada jaz bi rekel, da je ta neka ljubezen, neka radovednost do življenja, da imaš te nek tak goreč plamen v sebe, nek te strast do življenja, da te zanima, da si radoveden, da iščeš zmeraj nekaj novega, da imaš te nek notranji zagon in to vse skupaj začine z veliko humorja in puhno dore muzike, še posebno muzike z leta 60, 70 in to je hipijada. Hipijada je iskanje nekega višjega smisla skozi vse te aventure in biti radoveden, biti odprt do življenja in biti radoveden, da se ne ustaviš, pač ko rečejo, pač samo ne se ustaviti, beži naprej, zmeri išči nek te zagon, išči te nek fire v življenju, da se počutiš živ. Mogoče je bila tista depresija, ki si imel takrat tudi posledica tega, da nisi imel toliko, da se ti ni toliko dogajalo, a to je bilo v cajtu COVID ali že pred ne, to je bilo že 2018, 2020 leta, ja, in mogoče, ne vem tudi, je predvsem depresija tudi izvira z tega, tudi, da si v nekem okolju in da delaš stvari, ki naj bi te kao z družbena vidika izpolnjevale, da bi se počutil vse živ in to in dejansko pa ti se počutiš prav prazen. Te ne predstavlja nobenega nekega pomena, globlja, te ne predstavlja noben nek te zagon. Ja, recimo jaz to preko faksa, jaz na faksu, skozi šolski sistem. Kje si študiral tem? Jaz sem bil prvo v prevajalstvu v Ljubljani in potem na fakulteti za turizem in predvsem z leti jaz sem skozi te šolski sistem kar trpel, ne? Ker mene samo, ko sem rekel, jaz se najbolj počutim živ skozi neke te osebne izkušnje. Ja, zato sem vprašal, ker recimo vidim pri sebi, kadar sem low, kadar se notranje najbolj nizko počutim, je kadar zgubim nek smisel življenja, ne delam nekaj, kar me res veseli oziroma izpolnjuje. Zato sem recimo vprašal, vidim pri sebi kar močno tako povezavo, zato me je zanimalo. Se to nekaj tako se tam imel tu že debato, tudi v podcastu, tako so te družbene norme, družbeni pritiski, ne, in vse lepo in prav, ampak kdaj se znajde sred teh stvari in si prav a ne bi mogel zdaj se počutiti srečen, izpolnjen in včasih se prav ne, zato jaz iščem res te stvari v življenju, ob kateri se počutim res živ, ne, meni je res pomembno te občutek, da se počutiš živ, da ti da res neko to strast in zagon, te fire, jaz živim za to, tisto je res dobro, tisto je res dobro. Veš, ki me je zanimalo, prej sem gledal, ko pravim, sem pred podcastom gledal malo tvoje videote in si že parkrat prej omenil Pink Floyd in te psihedelični efekti, tudi recimo v tvojih videoposnetkih se ful vidi teh psihedeličnih efektov, a tu je bilo direkt inspiracija s Pink Floydov, ali si vlekel kje drugje? Ja, mislim, jaz sem tudi to tel malo predebatirati s tabo, ker iskreno me žalosti, da je velika tabu tema v Sloveniji, sploh med starejšo generacijo, tudi terapija psihedelike, ne. In ne vem, koliko si ozaveščen v zvezi s tem, ampak nekaj poznam, Ja, je dejstvo, da smo zdaj v današnji dobi je velik preporod ponovno in je velika renesansa z vidika terapije psihedelikov, ker to izvira iz 60-ih let. Zanimivo, kako je zgodovina malo, ne, kako se je to vse izvira iz 60-ih let na Harvardu in vseh teh eksperimentov, na Netflixu, na Netflixu, tu sem ti reči, How to Change Your Mind, je ful dobra serija, ne. Jaz, če si laik, če ne veš nič o te tematike, če si odprt in te zanima, mislim, da te dokumentarci na Netflixu. Jaz sem pregledal milijon teh stvari in ti povem, da če si laik in te zanima, je to najboljša stvar. Ker tam, ko vidiš te terapije, starejši ljudje, kako se vlažejo na kavč, kako jim dajo tiste prevezane oči in kako se potem potopijo v te svet in raziskujejo sama sebe skozi te terapije in terapevte, ki imajo zraven, ki držijo za roka. To mene res žalosti, da je taka tabu tema in da se o tem premalo govori. Sicer je par zelo dobrih člankov tudi na RTV-ju in v različnih drugih medijih
v Sloveniji, ker recimo v Švici in na Nizozemskem je to zdaj v velikem zagonu in tam imaš res te stvari, institucije, ki se res ukvarjajo s tem na res znanstvenem, globokem področju in to mislim, da v Sloveniji manjka. Čeprav je med našo generacijo je neka ozaveščenost, ne, in tako da jaz imam srečo, da sam med takimi ljudmi in jaz tudi je pa poznam tabu par tema. takih posameznikov, no, ker tudi tu raziskujejo, so imeli že osebne izkušnje in to. In se mi zdi fajn, da se tudi zmeraj več o tega govori, ne. Nisem vedel, da si toliko v teh psihedelikih, se mi zdi fajn, no. Se pravi, če kdo to ne pozna in ne pozna zgodovine, ker recimo to, da imamo mi take tabu poglede na te stvari, je lih zgodovina, ne, ki so jih v 70-ih, konc 60-ih, 70-ih, ja, je bilo so to jih, strani vlade je bilo to pole dejansko. in so jih klasificirali kot droge in zdravila, ki te naredijo na Ne, se to je izredno občutljiva tematika, ja, je mislim, ni vse črno-belo, to je res kompleksno in jaz bi to ampak rad... hkrati je tudi ful enih pozitivnih efektov na zdravje. Jaz nisem zdaj spet tako ekstremno toliko v tem, da ne bo izpadel, ko ne vem, ki nema... Ja, predvsem bi si želel, da je neka ozaveščenost v zvezi s tem in da ni tak ignorantski pogled na to, ne. Ker jaz sem probal s temi stvarmi že recimo svojo mamo govoriti in to je res tak ozkoleden pogled in sem rekel, a si lahko prosim prebereš, a lahko pa če se lahko pripravljena poslušati malo in ni in to mene res žalosti, ker dejansko je ogromno ljudi na tem svetu, ki bi jim to zelo pomagalo, ne. Ja. Je pa zelo subjektivno. Ja, subjektivno je ful. Madoro, sej na ozaveščenju se pa dosti naredi, ne. Sej recimo Michael Pollan, Madoru knjigu, ne, po kateri je bila zdaj ta Netflix serija, zdaj recimo Andrew Huberman, ki je tudi eden izmed največjih znanstvenikov, zdaj je naredil 2 epizodi, eno od psilocybina in drugo MDMA. Tako da on kot eden izmed največjih znanstvenikov oziroma strokovnjakov z tega področja tudi govori o tega, ne? Tako da se dogaja ta premik naprej, ampak vprašanje je, kdaj bo to... Ja, sicer imamo tudi, mislim, da je neko psihedelično društvo tlo v Sloveniji in tako da ja, v Ljubljani so te stvari kar malo bolj tako, so več predavanj in to, ampak v naših koncih realno, kar sem videl, ni neko zaveščenosti in ja, je velik tabu, ne, ampak kot bi rekel, jaz bi rad, da bi ljudje se mahar tu serijo pogledali na Netflixu, ne, ker ti vidiš starejše none, ne, nonce in nonote, ker ležijo na kavču in imajo potem te izkušnje s terapeuti, ki jih držijo na roku in jih vodejo in predvsem je ena največjih lekcij na psihedelikih je to, da izgubiš te strah pred smrtjo, ne bi rekel. To tudi pove v tem dokumentarcu, veš, tu so ljudje, ki so imeli, ne vem, imajo raka, imajo vse te bolezni, ki vejo, da bodo v roku parih let umrli in veš, pomisli, kak pritisk je to, kakšni strahovi. In eden izmed vidikov psihedelikov je tudi to, da se izgine ta strah in da nekako se lažje sooča z vsemi temi strahovi. Pa tudi ti pomaga predelati čustva, ne, MDMA, recimo. Stvari, ja, ki bi jih lahko na desetine ur razlagal. Recimo mene je bilo zanimivo, se tu sem poznal, samo preko dokumentarca je še prišlo bolj do izraza, ne, recimo tisti, ki imajo depresijo, ne, naredijo eno veliko dozo psilocybina, se pravi norih gobic. Ja. Evo, mene že te izraze v slovenščini, nore gobice. Magic mushrooms. Ja, magic mushroom, mislim, čudežne gobe je že malo tako, ampak nore gobe je že te vidiš pridihne, zdaj bom pojedel te gobe, se mi bo zmešalo. No, ampak v Sloveniji, že v slovenščini z tega vidika je problem. Ampak ironično, ne? Velika doza norih gobic, v veliki večini primerov pozdravi depresijo, ne? In pač imaš ta abstrakten pogled na te stvari, ne? Se pravi, oziroma bipolaren pogled na te stvari. Ne? Na pravi način so to izredno zdravilne rastline, bi jaz rekel, ne? In med našo generacijo mislim, da je kar dobra zaveščenost in tako, ne, ampak manjka še, ne, res, ne, me kar žalosti, ne, tudi ljudje, ki se bo mislili tle take debati, ampak mi je res žalostno, da je tak ozkogleden, bi rekel, ignorantski in predvsem tak zatrt pogled na te stvari, ne. Hkrati pa treba imeti tak... Ker smo v 21. stoletju in 22. Pa moraš definitivno imeti respekt. Ker tudi ni, da boš vzel LSD in žurat. Ni to igra, samo ni pa tudi tako grozno, ko ljudje si predstavljajo. In jaz lahko spet povem z vsem neizkušnje, da mene je tudi to pomagalo zelo veliko pri depresiji. In pa tudi, ko se rekel, recimo na hobah smo imeli kdaj tudi s prijatelji res pogovore globoke,
ker smo šli v naravo, smo se usadili na travnike, smo in ure, eden drug zaledli oči in dali ven vsa ta čustva, ki jih moče v tem stanju zavesti, ko smo zdaj ne bi mogli tako predelati. In to je res zdravilno, če uporabiš na pravi način in upam, da se bo to spremenilo in upam, da tudi recimo tvoj podcast malo pomaga za ozaveščanje tega. Ne? Ja, tudi jaz sem želel pač v teh podcastih tudi malo tega govoriti. Nisem mislil, da bomo danes toliko bujš, ne, hvala Bogu, ker res so take tabu teme in duševno zdravje in psihadeliki. Pole tudi recimo z Lukcem smo debatirali od hormonskih terapij, ker tudi malo tako, to sem tudi, je malo tako tabu tema. Ne? Tako da je fajn, da se širi spod ta horiška, se mi zdi, da smo še malo bolj zatrhnjeni glede tega, so ljudje malo niso tako odprti. Z mojih izkušenj, 200 krog ljudi si, tako bo rekel. Ampak tu nasplošno, sploh starejše generacije, ki je težko bolj starejše generacije, Tako da je fajn, da se čim več od tega govori in pole. Ker recimo se vidiš, te tleke naredil tu knjigo, ki je napisal in ki imate dokumentarca na Netflixu, koliko ima, več kot 60 let, ne? To je generacija naših staršev, ne? Ampak moraš biti odprt za te stvari, ne? Če nisi odprt, če greš v to, tu je brez veze, tu ne pomaga. Tudi spet pravi, to je tudi en vidik hipijale, bi se rekel, ta radovednost, ne, pač, ne lej črno-belo na svet, tako bi rekel, ne, vse je težko kdaj, ampak. Zdaj si že parkrat omenil knjige, da dosti bereš in to, pa me zanima recimo kakšnih, če bi izpostavil par knjig, ki so ti res ostale v spominu, oziroma recimo, ki ti zdaj padejo tako na misel, da so ti dosti pomagale. Ker sem bil en 3. razred, Charlie in tovarno čokolade. To je definitivno, to je bilo boom. Take knjige, Če ti recimo pade, kakšno zdaj tako na misel? Ne vem, Da Vinčeva šifra mi je bila zelo, zelo dobra. Sem to je klasika. Ne vem, Življenje izvira življenja je bila ena knjiga o Hare Krishna, tako zelo, zelo zanimiva. Imaš to bitko med znanostjo in religioznim pogledom na svet. To je bila zelo... Nara Petroviča sem bral o skupnostih in teh trajnostnih skupnostih, ekoveseh in tako. To me je kar zanimalo na faksu. Vrata zaznavanja, ne, Aldous Huxleya, če te zanima, terapija s psihadeliki na splošno. To je že kar stara knjiga. To je klasika. 1954, mislim, on je bil eden prvih, ki je opisal to psihadelično izkušnjo. Tudi po njih so se poimenovali The Doors, ne, recimo po tej knjigi. Tako da The Doors of Perception je izredno zanimiva. Me pa tako pred leti res sem točno rabil v tistem momentu biografija od basista, od Red Hot Chili Peppers, tudi če zveni se mogoče smešno, Flea, sem jaz kot glasbenik in je dal kar podobne stvari skozi življenje kot jaz, tako z določenega vidika, tako da tista knjiga mi je bila res lepo opisuje vse te notranje doživljanje, to ljubezen do muzike in te pogled na nek globlji pogled na svet, ne. To so take, ki mi pridejo na misel, ne vem, mogoče še marsikaj druga. Tako me... Če bom prišel domov in bom potušil, da se šit, zakaj se nisem to spomnil. Goro, ne. Vse to je ta spontanost, ne. Se reči, da je tako, ko naprej pripravljeno vprašanje, pa pole, boš točno povedal. Tako, zdaj čakaj, še nekaj me je zanimalo, da sem rekel vprašati. Zadnjič, ko smo se slišali po telefonu, smo malo tudi o tega debatirali, zdaj pa dava mrak dol. So taki daljši dnevi, pa me zanima Twilight. Prišel do tega, prišel Edward, pa je kot umetnik oziroma glasbenik, verjetno... To je spet tako, kot umetnik se ne zazvori pretenciozno. Glasbenik, umetnik, verjetno... Kdaj največ tako delaš? Čez noč oziroma... si verjetno nočni tip? To sem imel debato zdaj. Zato sem hotel na to, se pravi, zadnjič smo klepetali, da bi rajš ti naredil podcast tako zvečer, da že pade malo noč. To ni večer za moje standarde. Večer je kaj tema in smo pač tudi, recimo, jaz sem omenil, da zdaj poljeti, ki so daljši dnevi, mi prav manjka tisti mrak, ne, oziroma noč. Jaz sem tudi tak bolj nočni tip. Hello darkness, my old friend. Drugačna tema. Ne zapademo v depresijo. Ampak recimo, ki sem hotel reči, da po noči recimo se nafilam jaz dosti. Ne. In zdaj recimo poljeti, ki so daljši dnevi, ni tiste noči in mi prav malo manjka. Pa recimo si omenil tudi ti, da si tak nočni tip, ne. In da... Jaz sem tu srečo in hkrati preteklost, da sem prav nočna ptica. Jaz sem kot neka sova zvečer po noči. Ne vem, kako bo to dolgoročno vplivalo na moje zdravje, ampak po drugi strani sem tudi mnenja, da ti moraš živeti tako življenje, ko sam misliš in ko te sama izpolnjuje. Mene so najbolj šure 10 zvečer do 1 zjutraj. Jaz sem tam res
v neki fazi tega miru, ne vem, mene je čar ta nočna tišina, si grejo spat nekako in imaš sajt malo za to introspekcijo, za bolj povezavo in tudi, ko si rekel, z vidika umetnosti, z vidika izražanja, z vidika kreativnosti, sem jaz večinoma pisal komade v tistem cajtu, ne. Mislim, mene noč res predstavlja te uro kreativnosti, mislim, čas kreativnosti, čas izražanja, tudi poezijo, besedila, jaz to najrajše pišem na taki uri in tu kar tečemo z mene, ne, in sem dosti tudi mogoče bolj, ne fokusiran za se učiti, recimo, tako da bi se pa učil v šolskem sistemu in to v tistem cajtu bolj zjutraj in popoldne, ampak z vidika kreativnosti, ja, definitivno te ure, ja. Ja, ker noč ima neko svojo... Bolj introspektivno je, bolj se lahko poglobiš, se mi zdi, ne, bolj... Tako odvisno, kakšen tips je, ja. Jutranji tip, imaš tisti mer zjutraj. Ja. Se mi zdi, dosti krat v tem produktivnem svetu, ne self-help work in to, kao pravi, ja, neš ostati ob 5 zjutraj. Sej to je ono, da ostaneš in reš dol soncem, to drži, ja, samo... Jaz si ostanem 6 zjutraj, jaz do 10 ne morem. Ja, jaz tudi, jaz sicer so dnevi, sploh tudi, kak je zdaj zadnje dni, da ostanem tudi do 5, ja, zdržim in to, ampak... Ni to, globoko v sebe ne čutim, da ni to moja ura, globoko v sebe čutim, da ni to moja ura in hrati, ko si rekel, ne vem, mene da rečeš, beži svat ob 10, sej grem, če je treba, ampak mene ni to. Jaz ob 10 uri prvna faza, wow, zdaj imam čas res za sebe, zdaj imam čas, da se stvari poglabljajo. Tudi muzika, umetnost, to zveni 10krat boljše. Mene po noči albumi zvenijo 10krat boljše, ko jih popoldne. Je tudi nek te psihološki vidik, z vidika sluha, je ogromno nekih dejavnikov, ko vpliva, da drugače zaznavaš sebe in za okolico, tako bi rekel. Ne. Kaj pa le, recimo v tistem cajtu, kaj pišeš pesmi ali... Ja, tudi meditacija, recimo tu z muziko, ne vem, kitara, ti brenkaš, ja. Ne vem, pod soncem, vse lepo ima 10 ura, ne vem, da zopreš oči, da si sam sabo, ali pa 11 zvečer, tako da je že oni tišina in da začneš ti neke tone brenkati in to, mislim, mene to predstavlja res nek dodatni mir mi da, nek dodatni notranji mir. Pa da je še kakva luna, da so zvezde, jaz sem še strešna okna. Pa prije še kak mačkon, moj pinč, prije črno obiskati in začne težiti, da zdvinem na okno. In, ne vem, ima res poseben čar. Pa že s puncem od 10, recimo. Kje se rajše ljubiš? Popoldne ali zvečer? Je že z vidika romantike in strasti in vse, mislim, mene to noč, to je res predstavlja, prav, ima res svoj čar, res ima svoj čar. Čeprav je pa tudi sonce, ne vem, da si plaža, sonce, pri morju, pri Soči, karkoli, ali pa da delaš je. Tudi sonce, ne, mislim, sonce je tako večna simbolika življenja in vse, samo, ja, noč, ne vem, nekako se počutim po noči, ja, tisti uri, najbolj domače bi rekel. Ja, to je fajn, da pač tudi malo tu korporiraš, ne, aha, jaz sem nočna ptica, da je bilo malo več. Ja, sicer to je spet tako, ja, vole reči, ja, da ne rate cele to identiteta. Ja, to je. Sem tako, ja, varim z izkušenj, ja, katerem času dneva jaz se počutim tako najbolj jaz bi rekel, ja. Zakon. Zdaj, si že parkrat omenil ta muzika, tako da vpliva tudi zdravilno, pa se lahko še malo pri tem ustavimo. Ja, z veseljem, ja. Ker tudi tu je taka malo tabu, ne, je muzika. Ma ne tabu, bolj tako nerazumljena bi rekel tematika. Recimo, dosti študij, recimo par podcastov sem že poslušal, kako muzika oziroma določene frekvence pozitivno vplivajo na zdravljenje v telesu, tako da je tudi to. Ja, se pa misliš, že fitness, ker sta bolj športnik in to, kje te bolj napali, ne vem, mislim, da si brez muzike to, ali da si daš neko energično muziko, ne vem, metal ali karkoli, mislim, nekaj, da ti da res fire je. Muzika, ja, evo, to smo spet malo žalosti, bi rekel, ker je tudi taka malo nerazumljena tematika, ne. Muzika je prvinska stvar, ne, muziko ima človek v sebe od pradavnine in muziko ti lahko uporabi za zabavo, za celebracijo, se pravi, ne, da nekaj nazdraviš, ne, muzika je zmeri zraven poroka, tretje, ampak predvsem je pa muzika tudi orodje za neko poglabljanje, ne, za neko terapijo. Ti moraš vedeti, to so vibracije, ne, to so vibracije, ti, ko udaraš po strunih, ko udaraš po basu, tu je lijaz, to so naravni elementi in to se biva in to vpliva na tebe, tvoje telo zaznava to na nek poseben način. In pomislim, tudi ne vem, gongi in to je... Pa tudi v religijah, če pomisliš, to je, v religijah imaš meriti muziko, pri vsakem ritualu, pri vsem imaš muziko, pomisli v cerkvi imaš ti zbor, ki poje, ne vem, v Afriki imajo bobne in to, ker imaš te tribal scene
In ne vem, kakšni drugi imajo, kakšni budisti imajo te gonge, veš tudi gonge, ona velika činela in vse to ustvarja te neke posebne vibracije, ki imajo določene učinke na naše telo in to je spet taka malo neraziskana tematika z vidika marsikoga, bi rekel, ja. Ker glasba, veš, ko je palenci radio, ne, veš, ko mi zahodnjake ima tak potrošniški pristop, ne, ampak glasba je veliko več kot to, ne. Se veliko tu sem hotel, da malo se dotakneš tega, kako je lahko muzika zdravilna na ta način. Ne? Ja. Da ni samo muzika, da se nahajpat, da se pač poslušati. Mene je sicer vse, ne. Ja, pač se tudi mene, recimo, je všeč, da me nahajpa, všeč, da poslušam, ker sem žalosten in mi je všeč, da pač zdaj dosti, recimo, si palim tudi na YouTubeu, recimo, če se počutim malo, ne vem, če me malo prebava, neki nahaja, se pa upalim tako muziko za malo regeneracijo in ful čutim, kako je, recimo. A pa recimo muzike za določene čakre in to tudi ful pomaga. Ja, to binaural beats in te scene. Binaural beats, pa recimo za fokus, ne. Je zanimivo, kako to vpliva, ne. Ja, mislim, muzika ima neverjeten vpliv na nas, je vsaka stvar, ne, mislim, že to pomisliš, že ploskane, že to je nek zvok, pač je zvok, ne, in zvok ustvarja ta neka čustva in nas pomaga ti pri izražanju, ne. Jaz tudi, evo, tu recimo, preko glasbe poskušam izražati neka čustva, ki te ne znam razložiti z besedami. Ne? Jaz ti nam pa znal z besedo razložiti določeno čustvo, lahko ti pa mogoče preko muzike to dam ven. Ne? Je kot nek transformator, bi rekel. To je tudi en način izražanja čustev. Ne? Ker recimo tudi jaz zdaj, ko se učim, ko sem prej omenil ta čustva, kako izražati in to. Včasih je z besedami težko izražati čustva, ne? Zato je recimo umetniki se dobijo ali v glasbi, ali recimo v poeziji, v slikanju, ne, izražaš čustva, da jih pole daš ven. Ne. Tu ne vem, kaj reš teč, ko boš lažje tekel, da boš šel v tišini, poslušal vlastno dihanje, ali da si boš padel, ne vem, ali podcast, ali neko muziko, ki te motivira. Jaz recimo ti povem z osebno izkušnjo nazaj, jaz Cooperja v srednji šoli ne bi pretekel, če se ne bi palil nek drum and bass, hardcore, 200 BPM beat, jaz sem si tisto palil in jaz sem prelaufal Cooperja na tak način. Jaz, ko sem probal brez muzike, uno teč, biti zmaltren, kot prasec, po domače povedano, pravno v beats, poslušati vlastno dihanje, pač wow, fulna motivacija, res, uno tam cel nikoli nisem maral teč, tu moram povedati, sem šel do Makedonije, ma ne šans, da me spraviš teč in uno, pač me je to ne da motivacijo, pa sem dal slušalke, evo, ti če prije Fire, že dobiš ritem, sem že začel teč uno po muziki in tu vidiš, tu je moč muzike, muzika ima izredno veliko moč. Je res, ja, sploh Cooper pa itak, ne, tu ne moreš odteči, da se posluša sam svoje sebe. Nekateri lahko, nekateri, to je že Goggins. On je še, ne vem, če si slišal od njega. Goggins je šel čelo tako daleč, da on si je pač preko spleta nabral kup teh kao hate komentov. In bolj mu da motivacijo. Ja, in pole si jih je, dejansko si jih je rekordov. Ja. Pole, kadar teče, posluša. To je genial, vsaka čast. To pa je na takem nivoju. To je hardcore, ne, ampak to je genialno. To lahko rečem samo kapudne. Ja, to so izredni posamezniki. On je hardcore, ja, tako da on je one of a kind. Ja. Zdaj smo dobili še dve vprašanji strani naših sledilcev. Ja, celo, alright. Prvo je bilo, kaj bi delal, če ne bi nikoli vzel inštrumenta v roke? To je taka malo zdaj filozofska. V bistvu mi je prišlo tako na pamet, sem nekoli dan rekel frendu in to je taka ful smešna anekdota. Jaz sem tudi to gotovo, jaz ko sem bil mali, sem bil najbolj napaljen na Lego kocke. Jaz kot otrok sem bil 1000% prepričan, da sem tudi govoril staršem, vsem familiji, jaz na stara leta bom šel na Dansko in bom delal v tovarni Lego. Jaz bom tam ustvarjal z Legotmi, delal vse kreativnosti zdelke, jaz bom pač v tovarni Lego. In potem sem zletil gotovo, da mene Lego kocke so predstavljali te vidik, ko ga doživljam skozi muziko. Jaz sem bil če ne sem bil ful energičen otrok, ful napaljen, tudi marsikaj kažin sem naredil, boha mama, sorry še zdaj. Mene pa Lego kocke so predstavljali te nek kreativen, sproščujoč vidik. Jaz sem brsko po tistih Lego kocke, sem dobil idejo, sem jo procesiral v glavi, sem jo izvedel, sem pač jo realiziral in jaz sem potem gotovo, da sem vsa ta znanja prešaltil na muziko. In isto, v muziki si kreativen, zdaj igram tu melodijo, naredim te komad, naredim tu pesem, naredim tu strukturo, cak, in hkrati, kaj igraš, ti predstavlja tu neko meditacijo.
Tako da ja, verjetno, če ne bi ravno inštrument, bi zdaj bil na Danskem in delal Lego kocke. Lego kocke. Yes. Ko sem bil mula, sem tudi jaz se prejahal z Lego kockami. Jaz sem delal vse živo, od jaht do kombiju, do hiš, še mojo hišo sem naredil, stanovanje oziroma vse, frende, vse kar škole. Jaz pa nikoli nisem imel tiste kreative, da bi sam nekaj naredil. Jaz sem delal cele filme si v glavi, res. Jaz sem pa mogel zmeram po načrtih. Jaz sem tak analitičen. Ja, sem bil tako, ja. In sem rabo zmeram načrt, pero ko sem videl načrt, tu moram tu, ampak sem tudi jaz full teh Lego kock prejahal. Mene pa lih kontra. Jaz sem dobil zamisel, sem jo naredil, kar sem imel na razpolago in pa sem delal cele štorije, cele filme, cele zgodbe, vse van. Tako da ja, že tam sem bil kar kreativen. Zdaj, pa le nazaj, Jaz sem moraš biti kot glasbenik, umetnik. Mene je to najbolj domače področje, ta nek kreativa. Evo, še drugo vprašanje imamo, je v 2 delih, na drugo vprašanje si že, ampak kakšno glasbo poslušaš in kateri so tvoji najljubši izvajalci? Alright. Jaz res, kar se tiče glasbe, se probam čim manj omejevati. Poslušam, itak reče klapa, jaz mimo tu foru s frendami nazaj. Jaz pa poslušam vse. In pa rečem, brutal, death metal ali Cannibal Corpse tudi poslušaš. In pa itak ne, in pa ne mi govori, da poslušaš vse. Ne, jaz imam rad najbolj ekstremen, brutalen, nečloveški metal, pač da če daš poprečamo posamezniku poslušati, da reče, da lahko jutri v Idriju. Mene to se popolnoma poistoveten, je ta res agresiven, energičen vidik. Imam rad klasično glasbo, imam rad duhovno glasbo, še posebej indijsko, tudi tradicionalno, Alasita, Ravi Shankar. Najbolj rad imam 60s, 70s, rock, hipijada, psychedelic era, Woodstock era, pač tisto zlata doba muzike, po domače povedano. Veliko sem bil v punku, hardcore punk, to mi je zelo blizu, tu smo zrasli mi hor. In vse elektronika, imel sem res dolgo fazo elektronike, ko smo hodili po parti in vse, elektronika, muzika. Pa milijon drugih stvari, od ambienta, vse pa zvrsti in tako da res od najbolj ljudske, tradicionalne, klasične glasbe do najbolj moderne in ekstremne in vse, kar koli pride v misli, pač prav tutti frutti, ja bi rekel. Čim bolj odprt moraš biti. Top 3 so mi tako res, ni da sem konstantno jih poslušal, ampak tako 3 bendi, ki so me res najbolj zaznamovali v življenju, je Iron Maiden, zaradi katerih sem se res zaljubil muziko, začel rad bas kitaro in se zaljubil heavy metal muziko. Drugo so The Doors, ker The Doors, Jim Morrison, jaz sem to gledal, ker sem bil otrok pri stricu, jaz sem bil strica legendarna, imam še zdaj rockerja, mi smo še jih njemu, je palil Doorse, nam kažu Jim Morrison tam na odru in jaz sem bil to kot otrok, mene tudi tako prevzelo, ker sem bil Jim Morrison je tako umrl pri 27, to je bil en največjih glasbenikov, poetov in šamanov naše dobe in mislim, pretekle dobe za reči in mislim, Doors so res taka glasba, ki se res poistoveti na najvišjem nivoju in potem so številka 1, so mi pa Pink Floyd, to je pa od 5 let, mislim, res bi rekel band naše familije in Dark Side of the Moon mi je daleč najboljši album in to je res, imam rad, ker je res taka globoka duša, ki mi res gre v tiste kote duše, ki jih marsikaka glasba ne doseže. Sem tudi videl Roger Watersa s frendami, 2018 in je bil daleč najboljši koncert, ki sem doživel v življenju in po moje ne bo izvajalca, ki bo to presegel. Tako da Pink Floyd number 1. Dokaj verjetno klišejska izbira, sem kar boomerski rocker po duši. Ja, se dosti pač ti strastni, ko se reče, poslušalci muzike dosti omenjajo Pink Floyd oziroma Dark Side of the Moon kot neka klasika. Eden izmed najboljših albumov vseh časov. Neka ljubitelj muzike je krem de la krem, bi se reklo. Škoda, ker naša mlajša generacija, mislim, mlajša generacija nasplošno ne toliko poznajo. Mislim, da kar poznajo. To je taka klasika, jaz mislim, da to ne bo nikoli izumrlo. Tako, predvsem mislim, ne maram pa preveč neke te plehke. Če so na žurki, itak malo spijemo če kakva punca, tretje, se prilagodim, se uživam tudi, samo tako, imam rad muziko, da mi da nekaj več, da ni samo tista neka plehka potrošniška stvar, tako bi rekel.
Tako, neč super, zdaj prehajamo počas pod koncu, smo vse dosti reči predelali danes. Smo že poti, ja. Upam, da sem že vedno čeden. Smo kar dobro urcu, že po mojem, že ki več. Ja, zdaj že malo bolj tam, že bolj povzi. Zdaj bi mogli šele začeti. Zdaj je to prav. Za naslednjič mogoče, naslednji. Zdaj za konc, ne vem, če si prišel do kakšnega podcasta prav do konca, imamo 2 vprašanji, ki postavamo vsakemu hostu. In je prav vezano na tematiko podcasta, se pravi, Beneser je dobro počutje. Kaj zate pomeni dobro počutje? In drugi del je 3 nasveti za več dobrega počutja. Super, zakon, zelo dobro vprašanje. Kaj meni dobro počutje pomeni? Evo, tu je recimo, ko zdaj, jaz sem res človek, se mi zdi najbolj cenim na tem planetu, na tem življenju, te človeške odnose. Ne? Mene so nagotovo, da odnosi, ki jih imam, so mi res, po moje, najbolj pomembna stvar. Je tudi to, ne? Če nimam teh odnosov pošlihtano, to jaz res trpim globoko v sebe. Tako da dobri odnosi so definitivno velika stalnica za dobro počutje v tem življenju. In tako, če je nekaj širše to, na koncu tudi to, kar reš potovati, vidiš, da so ljudje po svetu neverjetno prijazni, povsod se počutim kot doma, povsod sem se počutil sprejet in sem obiskal 20 držav, kar ni veliko, ampak še zmeraj dovolj, da dobiš neke druge perspektive od življenja in sveta. In jaz moram reči, da slabe izkušnje ti lahko naštejem na eno roko. Ne? In še tisto so minimalne v primerjavi s tem, vsa ta bogatstva, ki sem je doživel skozi te izkušnje. In top 3 stvari pa bi rekel, prvo delo je hipijada, mora biti hipijada, življenje je hipijada. Tu je, ali imaš osebe, nimaš, pa malo hipijade mora biti. Če ne pa ne, smisel za humor. Humor je meni tak velik vidik. Jaz brez humorja ne bi preživel nič na tem svetu. Predvsem lejno življenje na malo lobby način, mej neko višjo stvar, ampak predvsem ne pozabi se smejati. Mislim, humor je tako pomemben vidik. Jaz, če ne bi imel smisel za humor, če se ne bi znal nasmejati skozi vse te preizkušnje, vse te ovire in prepreke, jaz pač se ne predstavljam življenja brez humorja. Jaz tudi pravim, da tisti dan, ko bom zatisnil oči, bo tisti dan, ko se ne upam več smejati. Dvomim, da bo tisti dan, da je prišel. Ker sem bil najbolj na dnu, sem še zmeraj najdel način, da sem se lahko smejal. Še zmeraj so bili momenti, tudi ko sem bil najbolj depresiven, da sem se iz srca smejal. Tako da humor in drugo delo je muzika. Predvsem jaz bi rekel to, ker se res trudim promovirati muziko na malo lobby način. Muzika je zelo, zelo pomemben vidik, tudi če se kdaj ne zavedamo. Sicer spet ni za vseh, ne, ampak muzika bi rekel. In tretje delo, prijateljstvo, radovednost in prijateljstvo. Bodi radoveden, prijateljstvo, obmej neke odnose, gradi ta odnose, nurture it, tako bi se rekel. Negovati. Negujte odnose in predvsem tudi odnos do sebe, ne. In pole zdravje in vse drugo. Mislim, primarno bi moglo biti zdravje, ne. Samo jaz z mojih vidika je to. Top. Humor, odnosi in ljubezen do muzike. To mene dela najbolj živa. Top. In lahko res potrdimo, da si res pravi, živ in strasten in res sem ful vesel, da si prišel. Res po mojem bo tudi ljudem ful všeč, ker si res taka dobra energija od človeka, tak energičen. Upam, da je. Tako da ne dvomim, da bo ljudem všeč. Zdaj lahko še deliš, kje te lahko ljudje spremljajo oziroma kje lahko dobijo tvojo muziko ven. Hvala za vse komplimente, upam, da drži tako. Jaz probam biti samo jaz, tak san, kičem. In nič, kaj vem, Facebook, klasika, če ni že preveč star, kaj vem, Aljaž Boženel in Instagram, HIPI4DA, hipijada nekako, HIPI4. Spotify nimam več, ker ne vem, Spotify nis folk nekaj poslušal, bom prav iskreno, in na YouTubeu HIPIADA, moji glasbeni otroci in to je pa to. Sicer socialna mreža itak so dvorezen meč, malo ti spet iz angel in hudiček bi rekel. Angel hudiček, ne, tako. Tako da vseeno raj spodbudim klapo, da beš rešil naravo brez telefonov, ko preveč po socialnih omrežjih, ampak tam je lahko dobiste. Evo, tle imaš zraven tudi kitaro, tako da če si na volji lahko. Da bi zdaj na koncu, Če se čutiš, prejšel nekaj samadru, upam, da. Evo.
Mene rad je tu zdaj malo tako indijsko, meditativno, recimo mene ful všeč. Ker še malo zaviješ, če udareš akord. Veš, še malo tako je. Samo moraš mi določeno oglašitev. Ko je malo bolj indijsko, ja, scena. Stres relief. Ja, nekako, samo tu je, veš, tu rabiš ure, 1 uro za se ogrijati, in pole začeti pravo, ne. Veš, da če bi tele pravo neko seanso, bi mogli jaz sem title se lažiti, jaz bi mogel malo pas noter. To je kot pri športu, veš, se rabiš malo ogrijati in vse in pole 3 ure, veš, da bi ti se tu sem rekel, da si vlagal, da ješ neke melodije, pole tudi zopeš učiti, zato če prsti kar sami teč. Je čisti trans, ja. Ker že zdaj, recimo, sem čutil, sem padel malo noter, že zdaj malo čutiš, veš, unaka, okej, lahko bi šel v to, če bi šlo, če bi nadaljeval, bi padel noter. To je malo tak tribal, veš, malo dol tribal scena, malo tako bolj orientalska. Predstavljaj si se, ne vem, nek tempelj dol v Kambodži in samo slišiš tako melodijo, samo. Pa zaledeš tam neko, ne vem, neko skulpturo, nek kamen, nek friz, staradavan, samo. Začne dogajati. Tako da ja, tu je celo umetnost od zadnje. Jaz sicer nisem nek ekspert, samo ja, muzika je dosti več, kot je na prvi pogled. Evo, live muziko smo imeli na podcastu. Ja, moram zdraviti tudi dobre dele, da nam pristo dostane. Zdaj imamo 2 Magic Toola tam. 2 majstra. Ja, Jani, hvala lepa za tak podcast. Hvala za povabilo, sem res počaščena. Hvala tudi ekipi, tle vsaka časta. In upam, da bodo ljudje uživali, sami če to je njihova svobodna volja.